Posledice sinočnih protestov v Mariboru so za razliko od tistih pred tednom dni še danes vidne. V stavbi občine in upravne enote Maribor so v prvem nadstropju razbita številna stekla, v eni od pisarn je celo zagorel parket, poškodovana je tudi računalniška oprema. Izgredniki so razbili nekaj izložb, po tleh na trgih manjkajo granitne kocke. Predvsem pa je tokrat pridržanih precej več protestnikov, 120, je sinoči na Twitterju objavil šef policije Stanislav Veniger. Poškodbe so bile hujše, 39 ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč. Za Mariborčani je naporna noč. Obsojam. Ja, to pa ni dobro, da so se ti vandali pomešali med protestnike. Ni dobro. Kofinja se bom potrebovali, pa to je kocka, pa to treba narediti skupaj. Mislim, da treba v temeljih rešiti zadeve glede pravne države, zakone. To, da naredimo, je zadeva rešena. Poulični boji med policisti in izgredniki so trajali še po polnoči. Policistom je pri tem pomagal helikopter, ki je osvetljeval nasilne protestnike, ki se kar niso hoteli raziti. Policistom so otežili delo izgredniki, ki so se razdelili v skupine in se z njimi spopadli na več mestih hkrati. Granitne kocke, bakle, pirotehnična sredstva, proti palicam in solzivcu. Posledica – rešilci na delu. Reševalci so oskrbeli 25 policistov in 14 izgrednikov. Eden je zaradi zlomljene čeljusti še v kliničnem centru. Dejstvo, da se tokrat prišlo do hujših poškodb. Najhujše je skupil en demonstrant, ki ima zlomljeno čeljust in bo moral biti operiran in žal si bo te demonstracije za celo življenje zapomnil. Dobil je granitno kocko tako močno, da mu je predrla šlem in poškodovala obraz. Sicer pa se je v včerajšnjih protestov udeležilo več ljudi kot pred tednom dni. Poudariti pa je potrebno, da so bili 3 ure protesti nenasilni. Poskušajo določeni posamezniki ali skupine narediti izgrede, zaradi česar bi potem bila možnost, da se uvede izredno stanje, kar noben od nas ne želi. Nasilje ni meni odgovor na to, ker tudi se ve, vedno če je nasilje, potem lahko tisti, proti kateremu je protest, to uporabi zoper protestnike in mislim, da upam, da danes ne bo nasilja tukaj. Pa veste, da se vsi bojimo nasilnih protestov ravno zaradi zamaskiranih obrazov? Zdravo, gledajte, zdravo, ni to nalomijo, tako nekaj, to vseeno bomo mi na koncu plačevali, tako da to... Ne samo mi, tudi vi! Da bo policija spet nedolžne ljudi, stare ljudi, tako prejšnji napadala, solzivce in štricala pa male otroke, potem pa to pa ne moramo gledati. Kanglerjeva koalicija po tokratnih protestih molči. Bivši župan in rektor, danes opozicijski mestni svetnik Alojz Križman, pa javno poziva predsednika vlade Janeza Janšo, naj konča mariborsko agonijo in župana Kanglerja pozove k odstopu. Protestniki so se včeraj zbrali tudi na trgu Celjskih knezov v Celju. Po ocenah se je na protestu, ki so ga poimenovali Postavi se zase, tudi ti Celjani protestirajo, zbralo od 2500 do 3000 protestnikov. Med njimi so bili tudi posamezniki, ki so skušali izzivati množico in policiste. Razbili so nekaj stekel pred občinsko stavbo in na vhodnih vratih občine, ter tako povzročili za okoli 4000 evrov škode. V pridržanju naj bi bila še 2 protestnika. Včeraj so sicer bili protesti še v Ljubljani, kjer je shod potekal brez incidentov, mirno je bilo tudi na Ptuju, Ravnah na Koroškem in v Trbovljah. Danes naj bi se protestniki ponovno zbrali na Jesenicah. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri čaka pokojninsko reformo še zadnja, 3. obravnava. Socialni partnerji so pogajanja o reformi končali v ponedeljek, odprti pa so ostali še vprašanji odmere pokojnine za moške in prehodnega obdobja zaradi ukinjanja dodane dobe za čas študija. Po prizadevanjih vlade naj bi reforma, s katero bi zvišali upokojitveno starost in zagotovili finančno vzdržnost pokojninske blagajne, začela veljati s 1. januarjem 2013. Pozitivni finančni učinki reforme naj bi v letu 2013 znašali 150 milijonov evrov. UNICEF Slovenija se je pridružil UNICEF-ovi svetovni akciji zbiranja sredstev za nujno pomoč prizadetim zaradi konflikta v Siriji. Kot opozarjajo, razmere v begunskih taboriščih dodatno poslabšuje prihajajoča zima, ki predstavlja resno grožnjo zdravju in preživetju otrok. UNICEF za nadaljevanje nujne pomoči po zimi potrebuje 60 milijonov evrov.
V sredo se bo delno zjasnilo, predvsem v gorskem svetu bodo čez dan možne snežne plohe. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V gorskem svetu bodo še možne snežne plohe. V petek bo delno jasno, popoldne se bo pooblačilo. Ponekod na zahodu države bodo zvečer že rahle padavine. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Podrobneje bomo poročali o posledicah včerajšnjih protestov, poškodovanih in pridržanih protestnikih. Sredi decembra bomo na mariborskem Pohorju lahko že smučali. Predstavljamo literarno-zvočni performans Vesne Šprajcer in Andreja Hrvatina. Bodite z nami ob 18.